Tako kot v preteklih sezonah se bomo tudi v četrti vsak teden sprehajali po najbolj zanimivih novicah tedna. Jagodni izbor za vas pripravlja sodelavec Matej Patljak, vse aktualne zanimivosti pa vas pričakuje tudi na naši spletni strani www.velikoplatno.si. Vabljeni k brskanju. Končno lahko prenehamo s špekulacijami. J.J. Abrams je zdaj tudi uradno potrjen kot režiser nadaljevanja Zvezdnih stez. Kot poroča Vulture, se projekt končno in tudi precej hitro premika naprej. Scenarij, katerega pišejo Bob Orci, Alex Kurtzman in Damon Lindelof, bo končan do konca tega meseca, medtem ko je pričetek snemanja že načrtovan za začetek naslednjega leta. Kar pomeni, da bomo odlični igralski ansambel in dodelane akcijske sekvence najhitreje leta 2013 videli tudi že na velikih platnih. Gospod Abrams, kar lepo počasi, če bo nadaljevanje na nivoju izvirnika, je nanj vsekakor vredno tudi počakati. Očitno je nekdo zaklical Beetlejuice, 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 saj se kot kaže nori Beetlejuice vrača iz svojega zaprašenega grobova. Ne gre še sicer za nobeno uradno novico, tako da je nekoliko prehitro za veselje, pa vendarle, če zadeva steče, upamo, da jim za projekt uspe navdušiti tudi oba glavna igralca iz izvirnika, Michaela Keatona in Winona Ryder, saj si brez njiju nadaljevanje filma resnično ne moremo predstavljati. Ukolikor pa se na režiserski stolček vrne tudi Tim Burton, pa lahko rečemo samo, kaj še čakate? Se še spomnite futurističnih sneakersov Martyja McFlyja iz filma Nazaj v prihodnost 2? No, ukolikor imate nekaj $1000 odveč, si jih lahko v tem mesecu priskrbite tudi vi. Predvsej drago boste rekli, a naj omenimo, da gre za dobrodelno akcijo, v kateri bo ves denar, ki ga boste prispevali za svoj par čevljev, pomagal pri raziskavah za zdravilo Parkinsonove bolezni, za katero je obolel tudi igralec Michael J. Fox, glavni junak omenjenega filma. Torej, ukolikor lahko in bi radi pomagali, urno na eBay in ob uresničevanju svojih otroških sanj naredite še nekaj nesebičnega za vse, ki se bojujejo s Parkinsonovo boleznijo. Poletje je za nami in s tem tudi vsi bolj in manj posrečeni tako imenovani poletni blockbusterji, zato je čas, da vam zaupamo, kateri izmed teh so se najbolje odrezali na kinoblagajnah. Kar 3 filmi so uspeli prekoračiti nekdaj magično mejo milijarde $. Z omenjenim podvigom se lahko pohvalijo ustvarjalci filmov Harry Potter in Svetinje smrti drugi del, Transformerji 3 in Pirati iz Karibov z neznanimi tokovi. Skoraj polovico manjšim izkupičkom pa lestvico 5 najbolj gledanih filmov letošnjega poletja zaključujeta Kung Fu Panda 2 in Hitri in drzni 5. Pred nami je torej bogata filmska jesen, ki bo namenjena nekoliko resnejšim filmom in tudi že prvim oskarjevskim kandidatom. Približuje se novi James Bond in temu primerno so se pričela tudi ugibanja, kdo bo zapel nepogrešljivo uvodno pesem filma. Najresnejša kandidatka za to precej odgovorno delo bi naj po prvih informacijah bila kar glasbeno odkritje zadnjega leta, pevka Adele. Mi smo za.